Palomar, Palomar. Ajde, ma gremo, je treba štartati zdaj, ko je plima, da nas morja ponesemo vse tja do Škocijana. Aha. Jaz sem mislil, da gremo z ladjo. Z ladjo do Ljubljane, to je dobro. Ma se veš, da to ni možno, zato greva medva. S kajaki. S kajaki. To pa je možno. Pravi kompjuter, da je. Ma smo naredili analizo terena in vode preko satelitov z umetno inteligenco in zdaj nama bo ona sprot kazala, kako mora mi da zavijati, tako da teoretično pa je možno. Teoretično. Ok, ampak zakaj pa ne gremo raje z avtom, tako kot ponavadi? Zakaj? Ma zato, dragi moji, ker Slovenija postaja svetovna velesila v vodni diplomaciji in smo tudi vodilni v svetu v iskanju novih vodnih poti. Razumeš? Ma le, človek je 70% narejen iz vode. Slovenija je zdaj po zadnjem dežju že skoraj 80% iz vode, tako da prihodnost sveta je v vodi. Vodni diplomaciji. Nisem prepričan, da čist razumem. Le, enostavno je. Gre za trikotnik med umetno inteligenco, satelitsko in digitalno tehnologijo. Aha. To je tako, kot un bermudski trikotnik, sam da v njemu ne izginjajo ladje, ampak laptopi. Le, jaz ti povem, v 10 letih bo vsa svetovna diplomacija splavala po vodi, sigurnost, v postoji, to je to, umiramo naprej. Ok, ampak jaz osebno nisem diplomat, a bi lahko vsaj jaz šel z avtom. Ja, da boste spet lučke prožirali, pa kolone prehitevali. Ne, ti moraš biti v spremljevalnem kajaku, tak je protokol, tega se držimo. Poleg tega imamo še ful enih vreč zapeljati, ker sva iz Stencako iz New Yorka prinesla še vse zapakirano na kajakih, tako da, hajde, gremo, akcija, to je to. Ok, potem pa gremo. Kje pa so te kajaki? Kje so kajaki? Tamle, pogledaj, čez rob, spodaj, hajde, samo skoči in to je to, gremo. Skočiti kam? Dol? Ma je dol, da se malo ufrišaš, ma veš koliko se už za Švico, ko už veslov čez Črnikal. Hajde, akcija, 3, 2, 1, ticeka! Kaja, kdo je rekel, da nam ne bo uspelo, a? Kdo je rekel? Skoraj vsi. Oziroma, čisto vsi. Tako je, ampak nama je vseeno uspelo. Ok, mogoče ni šlo vse kot po maslu, ampak let je prebit, to je to. Po maslu definitivno ni šlo. Pa tudi po vodi ni šlo, če smo čisti iskreni, vsaj un del od Sežane gor. Pa tam pred Postojno smo tudi šli malo peš. Edina stvar, ki smo jo res prebili, pa je dno od mojega kajaka. To si se čisto sam kriv. Ma, kad smo ti vsi kričali, pazi Proteus, in si šel direktno na njega in polje ni bilo druge variante, kad da te zarinemo kapnike. Lej, pustimo to. Kar je bilo, je bilo. Važno je, da smo testirali vodno diplomacijo in ugotovili, da dela kourca točno tako, ekološko, tehnološko, učinkovito. No, taka bomba ti povem, da bi se lahko podpisal gor. Ok, vse ekološko mogoče res je, če našteješ unga džipa, ki nama je na 3 ure vozil za jest, pa za pit, pa helikopterja, ki nama je deke pripelil. Ampak to, da rabaš 2 dni od Kopra do Ljubljane, to pa ne vem, če je učinkovito. Ma to je zato, ker ti ne razumeš vodne diplomacije. Ma cilj vodne diplomacije ni, da se cilj doseže hitro, ampak da se doseže. Da se doseže kaj? Da se doseže cilj, to je edino važno, cilj. Dobro, vprašam drugače. Povej mi, o čem zdaj vsi govorijo. Ja, vsi se sprašujejo, kaj je fora te vodne diplomacije. Točno tako. In dokler govorijo o tem, ne govorijo o šopingu. Razumeš, ma kar zdaj bo pomlad, ma Metenceka v New Yorku naredila eno tako stilsko preobrazbo, ma nočem, da mi paparaci zdaj računajo, koliko je kaj koštalo, tako kot Asti. Pa ne se raje pogovarjajo o vodi. Ja, ma saj veš, da novinarji najraje odkrivajo toplo vodo. Ajde, ne smo zdaj tu gor.
No pa dejva, nesva.